Vestnik je dober mesec dni po selitvi v nove prostore 16. februarja, le 2 dni pred 74. obletnico prve izdaje časopisa, pripravil dan odprtih vrat. Zbrane goste sta pozdravila direktorica podjetja za informiranje Adriana Gašpar in izvršni direktor Medije 24 Dejan Zver. Kot je v govoru poudarila Gašparjeva, je bila selitev v nove prostore velik korak. Dobršen del smo imeli lastnih sredstev, s kreditom pa nam je na pomoč priskočila tudi Šparkase, ki je verjela v našo vizijo in temelje našega podjetja, ki je šlo skozi številne pretrese in lastniške roke. A vendarle ostajamo v svojih odločitvah samostojni, tako finančno kot vsebinsko. 74. rojstni dan praznujemo, kar pomeni, da ljudje, ki tukaj delamo zanj, smo vsi mlajši od njega. Velika čast je delati za medij, ki je že toliko časa v prostoru, je pa tudi velika odgovornost. Kljubujemo vsem izzivom časa, ki prihajajo, in jim bomo kljubovali še naprej in se trudili delati dobre zgodbe tudi v prihodnje. Da se je Vestnik preselil v središče mesta, je dobra odločitev in seveda za vse sodelavce velik zalogaj. Smo še nekoliko bližje ljudem, že prej smo bili odprti in dostopni, zdaj pa še malo bolj. Je pa tudi to nek nov zagon, nov svež veter za našo ekipo, ki je selitev odlično sprejela. To, da smo skupaj pakirali in razpakirali številne škatle, jih nosili gor in dol po stopnicah, nas je le še bolj povezalo, da bomo še bolj bdeli nad dogajanjem v Pomurju in skrbeli za to, da se življenje tukaj še izboljša. Vestnik je sicer del Medije 24, a vseeno ostaja v uredniških in finančnih odločitvah samostojen. Ja, popolnoma avtonomen, pravzaprav tako finančno kot vsebinsko. Res je, da smo v večinski oziroma v popolni lasti Salomona, ampak imamo popolnoma proste roke, kar pa pomeni, da tudi za vse poskrbimo sami. Torej, tako je bilo tudi z nakupom novih prostorov, to so naši lastni prostori. Tam smo bili v najemu zaradi vseh lastniških mehanizacij, ki so se vmes zgodile, to so pa zdaj naši, to pa pomeni, da smo od izvedbe do zadnjega materiala za vse poskrbeli sami. Je bilo veliko neprespanih noči, veliko skrbi, tudi kakšen dodaten sivi las je zaradi tega nastal, je pa bilo predvsem in vsekakor vredno. Vestnik bo še naprej bdel nad pomurskimi zgodbami, ki jih morda v glavnem mestu spregledajo. Vsekakor so nam glavne novice lokalne novice, zato tudi so kdaj neprijetne, kdaj pa kdo ne želi slišati, da se o njem poroča, ampak naša zaveza je, da služimo javnosti, da poročamo o tem, kar je narobe, in tudi s tem, da opozoriš na napake, daš nekomu možnost, da to popravi in da zna ravnati v prihodnje bolje. Tako da lokalne novice, ki pa upamo, da se bodo čim večkrat slišale tudi po vsej Sloveniji. Izvršni direktor Medije 24, ki je lastnik Vestnika o novih prostorih, ki bodo ekipi prav gotovo dale nov zagon, Dejan Zver. Zelo smo veseli, da je Vestnik dobil nove prostore, ker menimo, da si to zasluži. Je nek naš pokazatelj tudi na simbolni ravni, da gremo naprej v razvoj, da smo bliže ljudem in da medij kot tak ostaja stičišče družbenega življenja in pomemben dejavnik v okolju, tako za nadzor, za tokove javnega denarja, kot neko to družbeno stičišče, ki na nek način združuje vse ljudi in vse pore naše družbenega življenja. Tako da smo zelo ponosni na to, da bo ekipa dobila nov zagon in jim tudi čestitamo. K temu dodajemo še besede direktorice in odgovorne urednice Vestnika Adriane Gašpar. 18. februar 1949 je bil dan, ko je z imenom Ljudski glas prvič izšel predhodnik našega in vašega Vestnika. To pomeni, da časopis slavi 74 let in je starejši od vseh, ki delamo zanj. Častitljiva so ta leta in pomembna je zapuščina več kot 100 ustvarjalcev vsebin, ki so se v vseh teh letih zvrstili. Že odgovornih urednikov ali vršilcev dolžnosti odgovornega urednika je bilo 14, sama sem tako od leta 2018 že 15. po vrsti.
Velika čast, a tudi velika odgovornost je voditi najmočnejši medij v Pomurju, katerega zgodbe se nemalokrat slišijo po vsej Sloveniji, je ob častitljivi obletnici in poselitvi ter slavnostnem odprtju novih prostorov povedala direktorica in odgovorna urednica Vestnika Adriana Gašpar.